V hostlu Celjskega mladinskega centra se povečuje število nočitev. Iztok Gartner predstavil nov videospot Udari me. Rokometaši Celja Pivovarne Laško osvojili 19. naslov državnih prvakov. Zgodovinski naslov za šentjurske košarkarje. Še zadnjič v tem delovnem tednu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Hostel Celjskega mladinskega centra v povprečju dosega okoli tretjinsko zasedenost, število nočitev pa se povečuje. Lani so s preureditvijo nekaterih pisarn dobili še 8 dodatnih postelj. Največ nočitev je sicer v poletnih mesecih, lani avgusta jih je bilo skoraj 1000. In prav lanskoletni avgust je bil rekorden, saj je bilo število nočitev najvišje od ustanovitve. Podobno zasedenost kot lani pričakujejo tudi letos. Naš mladinski center je glede na ostale mladinske centre, ki imajo hostle po Sloveniji, ima praktično najvišjo stopnjo. Mi tukaj dosegamo veliko stopnjo ravno na podlagi teh izmenjav, mednarodnih projektih, ko k nam prihajajo mladi iz širšega območja Evrope. Tukaj imamo nekako 12 konstantnih partnerjev, s katerimi sodelujemo. Naša zasedenost trenutno dosega 33%, želimo doseči 35%, dolgoročno pa 40%, kar sem rekla v primerjavi z ostalimi, ki nekje 12-17 dosegajo izredno dober uspeh. Na uspešno delovanje hostla kažejo tudi prejeta priznanja. Prejeli smo certifikat odličnosti in pa še drugo nagrado, in sicer dveh najpomembnejših portalov, TripAdvisor in pa Booking.com. Prav tako smo zabeležili 156 več nočitev kot v predhodnem letu in pa seveda začeli z izredno pomembnimi investicijami, ki so pomembne za povečanje delovanja naše tržne enote, ker smo seveda sestavljeni iz tržne in javne službe in iz tega tudi financiramo delovanje med drugim našega zavoda. Poleg hostla je že pred časom odprla vrata prenovljena kavarna. Pomembno pa je tudi delovanje centra na področju politike mladih. Lani so pripravili odlok o mladini v mestni občini Celje, zdaj so sredi priprav 5-letnega programa za mlade. Z notranjo reorganizacijo načrtujejo še večji pritok evropskega denarja. Mi smo seveda ustanovljeni, da uresničujemo cilj, da mladi lahko uresničijo svojo mladinsko pobudo. Potem seveda, kar se tiče mobilnosti mladih, v letu 2014 jih je bilo izvedenih kar 50, pri čemer je sodelovalo skoraj 150 mladih in pa seveda ves kulturni program, ki ga izvajamo, koncerti, različne delavnice, usposabljanja. Seveda moram tukaj reči, da kar je glede na razmere pričakovano, beležimo vedno večjo udeležbo na vseh teh usposabljanjih, torej workshopih, delavnicah, kar je povezano z slabimi zaposlitvenimi priložnostmi, ki jih imajo mladi. Eden takšen program, ki smo ga lani začeli prvič izvajati, je Go and Learn Net, ki traja 2 leti, torej še tudi letos ga nadaljujemo, kjer se povezujemo z podjetji in skušamo na ta način pomagati mladim, da imajo nove priložnosti, da širijo svoje kompetence, sposobnosti, da seveda lahko konkurirajo na trgu dela. Eden večjih projektov je tudi festival Naredimo Celje zeleno, ki pa so ga zaradi slabega vremena minuli konec tedna prestavili na 18. in 19. september. Prestavljena je bila tudi otvoritev nove družabne točke Brkati Som na Šmartinskem jezeru. Ta bo zdaj prvič odprla vrata v sredo ob 18. z nastopom skupine Jam Fuzz. Iztok Gartner, znan Celjan, je v celjskem Cineplexu predstavil nov videospot za svojo novo pesem. V družbi glasbenikov, soustvarjalcev videospota in Gartnerjevih prijateljev in znancev je v dvorani prevladalo razgreto vzdušje, ki je pospremilo premiero videospota Udari me. Premiero videospota Udari me je po besedah Istoka Gartnerja eden prelomnih in najbolj pomembnih dogodkov v njegovi dosedanji karieri. Leto je Istok prvi začel kot poročevalec o družabni sceni in sicer na način osebnega kontakta in tako na sceni prebudil marsikater zdaj znan obraz, ki bi morda drugače ostal skrit. Premiero, ki jo je Istok odvodil sam, seveda na njegov način, ki že sam po sebi obljublja sproščeno in zabavno druženje. In v tem vzdušju je
je sledila tudi predstavitev videospota, ki predstavlja pesem, ki je nastala pred 10 leti. Torej še pred knjižno in filmsko uspešnico 50 odtenkov sive. No, Gartnerjevi odtenki so na papirju živeli že prej, a kot pravi, je bil čas, da bi pesem lansirali v pravi podobi, še nezrel. Ja, v bistvu drži, ne. Jaz sem že 10 let pred tem filmom in romanom ta komad posnel. Zdaj je bil šele aktualni in sicer zakaj? Ker šele zdaj, po 10 letih, so Slovenci poštekali, da je šeškanje seksi, da to ženskam paše, ne. In to smo mi hteli prikazati v tem našem projektu. Ampak da moraš nežno, z občutkom, tako znam pač jaz, ne. Teda, če ste si pogledali spot, boste vedeli, o čem govorim. Videospot razkriva življenje, ki ga mnogi dobro poznajo, a ga zaradi nekih družbenih okvirov skrivajo, še pravi Gartner. Jaz mislim, da so malo zblefirali to ljudje, ki jim je bilo nerodno se izpostaviti. Tisti, ki so rekli, da se ne, imajo po moje celo omaro teh bičev, pa lisic, pa vsega možnega, tako da so se zlagali, sem siguren. Jaz vse pa raje ne bom povedal, ker mislim, da to nobena televizija v Sloveniji tega ne bi prenesla, ne. Na slovesni predstavitvi videospota so sodelovali nekateri glasbeniki, med katerimi sta bila celjski reper Rajm Gut in pevka Marija Masle, pa Antonija Detiček, Neja Krampelj-Mastnak, Julija Krajnc. Iztok se je javno na premieri zahvalil tudi Janezu Pustoslemšku, direktorju fotografije, s pomočjo katerega je videospot dobil končno podobo, fotografu Samu Mervarju in Vladimiri Skale, ki je kot angel varuh bdela nad celim projektom in pomagala od samega začetka. Ta je v videospotu povedala. Nam je bil en velik izziv, da Celjani, seveda z gostujočimi posamezniki, ki nam pomagajo pri produkcijah različnih, naredimo en spot, ki je morda estetski zanimiv, drugačen in v bistvu buri neko fantazijo in zgodbo enega posameznika. In kaj rečeš dekletu, ko jo prvič prevaraš? Enkrat ni nobenkrat, pravi Gartner, in že se je začelo šeškanje na njegovi zadnjici, seveda na premieri videospota. A kot še pravi, mu je bilo včasih to opravilo tuje. Konec koncev ga je tudi pevka Marija Masle poimenovala, da je Iztok Gartner kot dama, le da je ta dama poosebljena v moško obliko. Ravno zato smo Nino Pejkovič najeli, da to mene nauči. Problem je, jaz z rokam vse operiram doma, ne. To je bilo pa treba prijeti te biče, meni so pa biči vedno bili povezani s konji in z drugimi živalmi, ženska je pa nežno, erotično bitje in jaz tega nisem znal, ne. Jaz sem se bal, da če bom udaril preveč, bo bolel, pa so bolj kaj poznali, pa me je pa Nina nekako naučila, kako se to dela in jaz mislim, da sem pa tako dober, da zdaj pa lahko jaz druge učim, no. Rokometaši Celja Pivovarne Laško se veselijo 19. naslova državnih prvakov Slovenije. V finalni seriji so s 3-0 v zmagah premagali Gorenje in sezono na domačih tleh zaključili brez poraza. Pivovarji so v tretji finalni tekmi v Zlatorogu včeraj slavili s 33-30. Odločili je tisto, kar smo mi skozi celo sezono delali, vztrajali, se borili in pokazali, da smo letos pač enostavno najboljši. Bila je res naporna sezona, ampak mislim, da mi je zdaj kar malo žal, da je že konc, ker tako lepo, ko smo letos odigrali vsako tekmo, smo na koncu res zasluženo osvojili in raz bi si želel še kakšne tekme več. Ta ekipa, ko je bila letos skupaj, mislim, da je res nepremagljiva, povsem zasluženo in res sem vesel, da se je tako izteklo. Ja, končno nam je uspelo, kar smo celo sezono delali, zato, ker smo v juliju garali, sprav se potili. Danes nam je končno uspelo biti neporažen, tako da za nami je ena vrhunska sezona, tako da en kamen se dvoli od srca, se pravi zelo uspešno. Je pa res, da je za mene to konec poti v Celju, tako da mogoče tudi malo grenega priokusa, ampak seveda je veliko lepše z medaljo kot pa brez. Celjski rokometaši so torej več kot zasluženo že 19. osvojili naslov državnih prvakov. Rokometaši Gorenja so bili v letošnji sezoni, predvsem v sami končnici, nedorasel tekmec s Pivovarjem. Prvi del sezone, ker smo Ligo prvakov, smo imeli kar težek ritem, kjer smo se veliko iztrošili, po novo leto mogoče malo manj, ampak vseeno mislim, da so psihološko smo zdržali do konca sezone in pripeljali do konca sprav ta cilj, ki smo ga imeli, to biti neporažen in osvojiti nov naslov državnega prvaka. Spomini na Celje bodo torej lepi. Vsekakor, pač bil sem dobro leto tukaj, zelo lepi spomini, sprav oditi iz Celja neporažen, zelo lep spomin, tako da
sigurno v dobri luči si bom zapomnil to celjsko dvorano in seveda tudi mesto. Zdaj sledi slavje, zaslužen počitek po težki, naporni sezoni. Potem pač, ko se priprave začnejo, mora biti vse pozabljeno in šli bomo novim zmagam naproti in pa seveda novim ciljem. Navijači so fenomenalni, danes je bilo neverjetno vzdušje. Meni je to izjemno v takih trenutkih. Je bilo res dobro, so nas ponesli do zmage in res sem vesel, da sem del te ekipe. Si želite ostati v njej? Ja, vsekakor si želim ostati, ampak zdaj je predvsem nekaj časa za počitek, potem pa se bomo razmišljali naprej. Kje? Več o samem slavju pa v nocojšnji oddaji tretji polčas od 20. ure naprej na televiziji Celje. Košarkarji Tajfuna so prvič v zgodovini kluba državni prvaki. Sinoči so v nabito polnem Hruševcu v četrti finalni tekmi 67-65 premagali moštvo Rogaške Slatine in finalno serijo tako dobili s 3-1. Tajfun je po Olimpiji, Krki in Heliosu četrti slovenski klub, ki se lahko pohvali z naslovom državnega prvaka. Ekipa Rogaške je začela bolje in dvakrat povedla z 10 točkami prednosti. Tajfunovci so priključek ujeli šele v 15 minuti. Rogaška je znova nekoliko povedla, a je Milan Sebic s trojko postavil rezultat polčasa 32-35. Gostje so minimalno vodili do sredine tretje četrtine, potem pa je pobuda prešla na stran Šentjurčanov. Ti so prednost uspešno branili skozi skoraj vso zadnjo periodo. Minuto in pol pred koncem so Slatinčani izenačili na 65. Kot se je kasneje skazalo, je zmagoviti koš dosegel Ivan Držič, ki je bil tudi najboljši igralec srečanja. Šentjurčani so v zadnjih trenutkih zgrešili kar 4 proste mete, peto tekmo pa bi lahko prav ob koncu izsilil Sandi Čebular. Ker ni zadev trojke, se je začelo nepopisno slavje, več kot dostojno osvojitve naslova državnih prvakov. Za najbolj koristnega igralca finalne serije je bil zasluženo razglašen Dragiša Drobnjak. Zmagovalni pokal je visoko dvignil kapetan Milan Sebic. Mislim, to je ne nazadnje v 3 letih moj tretji pokal, dva v ligi, eno v pokalu. Nekaj ti da, nekaj mirnosti ti sigurno da, ampak moram reči, vsako finale, vsaka tekma je podrad zgodba za sebe in ne vem. Si boste zdaj vzeli nekaj miru, da boste malo izklopljeni od vsega tega, tudi košarke se lahko človek včasih zasiti? Jaz mislim, to je zelo težko, zaradi tega, ker danes je edino tisti dan, kjer ne da si vzameš prosto košarke, ampak košarke gledaš malo na drugačen način, da se malo poveselimo. Jutri pa je treba že razmišljati za naprej. Nazadnje je zdaj najbolj pomembno obdobje za sestavo ekipe za naprej. In jaz mislim, da tukaj moramo zdaj ustrajati in začeti čim hitreje, zato da bomo imeli kontinuiteto potem za naprej. Letos ste odlično organizirali tudi stvari okoli ekipe, zlasti tudi v tej finalni seriji. Regeneracija igralcev je bila očitno zelo uspešna, tudi povratek Clarka. Ja, jaz se moram v tej priložnosti zahvaliti predvsem naši fizioterapevtski in zdravstveni službi, ki je naredila v tem obdobju fenomenalno delo, da brez njih nekega naslova sigurno ne bi bilo. In jaz velikokrat rečem, da uspeh ekipe je pomembno čisto vsakega posameznika, ki je v ekipi. In vsak mora dati, vsi skupaj smo ena slika in danes lahko gledamo, mi smo slika, ne vem, prvakov. Zato smo mogli pa sestaviti veliko kamenčkov v en mozaik, da se je vse to poklopilo. In jaz sam ne bi mogel tukaj nič. In tega se jaz dobro zavedam in meni je vedno v interesu in pa cilju, da okrog sebe poskušam zbrati ljudi, ki so na določenem področju celo boljši, da mi pomagajo tako z nasveti, kot pa tudi praktično z njihovim delom. In mislim, da je plod tega rezultata naše delo vseh skupaj. Po norišnici v dvorani je košarkarje čakala še večja v šentjurskem mestnem središču, kjer jih je pričakala 2000 glava množica. Jutri bo sprva sončno, čez dan bo predvsem v hribovitem svetu več spremenljive oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno, drugod sprva pretežno oblačno. V ponedeljek bo delno jasno in po večini suho.
Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za pozornost in bodite z nami tudi v novem tednu. Nasvidenje.